Živijo počitnikarji, upam, da lepo preživljate proste jesenske dneve in vas korona ne vznemirja preveč. Ker je v znanju in informiranosti moč, se kar lotimo pomembnih informacij. V zraku okoli nas lebdijo drobne kapljice, ki nastajajo, ko dihamo. S tujko jih imenujemo aerosoli. Ko izdihnemo zrak, namreč z njimi izdihnemo tudi vodo v obliki teh zelo majhnih kapljic. V njej so različni mikrobi, večina ni škodljiva. Kadar pa smo ljudje okuženi s takimi, ki povzročajo bolezni, na primer z virusi, pa v te kapljice, aerosole, spuščamo tudi njih. Da jih ne trosimo okoli sebe, moramo nositi masko tudi čez nos. Zelo pomembno pa je še, da zračimo in čistimo prostore. Poglejmo, zakaj. Pri zračenju prostora se hitro izmenjuje zrak, to se pravi zunanji, čist zrak, z zrakom, ki ga imamo v prostoru, ki je nadihan in poln aerosolov, in na tak način zmanjšamo možnost okužbe. Tudi prah so kondenzacijski delci, na katere se veže vlaga in seveda s to vlago tudi virusi. Tako da ja, slaba novica, prah je trenutno naš sovražnik. Tudi šolske potrebščine so lahko mesto, kjer se virus nahaja in ostane nekaj časa kužen. Tako da, če jih odnesemo naprimer iz šole domov, je pravilno, da jih razkužimo, preden jih spet uporabimo. No, nadaljujemo z odgovori na vaše vprašanja. Elo zanima, kako je z maskami, če gre na sprehod v naravo. Ajdo pa, kako je z druženjem na prostem. Dekleti, za vas smo poiskali odgovore. Nošenje maske je tudi zunaj obvezno, razen na zelenih in športno-rekreativnih površinah, kjer pa moramo skrbeti, da smo od drugih oddaljeni najmanj 3 metre. Druženje je na splošno v času epidemije odsvetovano. V naravi se gibljemo ali rekreiramo sami ali z ljudmi svojega gospodinjstva. Število okuženih z novim koronavirusom se povečuje tudi v Združenih državah Amerike, a so tam trenutno najpomembnejša tema predsedniške volitve. Glavna kandidata sta Donald Trump, zdajšnji predsednik, za katerega ste gotovo že slišali, in Joe Biden. Volitve bodo 3. novembra. Po državi pa je glasove vnaprej oddalo že rekordnih 65 milijonov volivcev. Izide bo nestrpno pričakoval ves svet. Predsednik ZDA je namreč izjemno pomembna politična oseba. Njegove odločitve močno vplivajo na gospodarstvo, vojaške spopade in odnose med državami po vsem svetu. No, ostajamo v ZDA. Pri vesoljski agenciji NASA so ugotovili, da je na površju Lune več vode, kot so predvidevali, da ta ni le v senčnih delih, kot je veljalo do zdaj. Molekule vode so namreč odkrili tudi v mineralnih zrncih na lažje dostopnih osončenih mestih. Morda bi jo lahko celo uporabili za raketno gorivo in s tem tudi za morebitne človeške vesoljske odprave naprej v vesolje. No, za vas pa je še enkrat. Za vas pa je trenutno najpomembnejše to, da si zapolnite počitniški čas. Na Instagramu nam sporočate, da se zabavate z družino in hišnimi ljubljenčki, prijatelji, hodite na sprehode v naravo, lenarite pred računalnikom in televizijo, ker seveda spremljate tudi počitniški krompir. Super, igrate košarko in na druge načine poskušate ostati v dobri telesni pripravljenosti. Saj so treningi odpadli. Nekaj pa vas je napisalo, da se tudi učite in ponavljate šolsko snov. Bravo! Zelo pestre počitnice preživlja tudi Filip, ki nas bo naučil zlagati origamije. Danes imamo samo uvodno lekcijo, jutri pa se lotimo zares, tako da imate še dovolj časa, da si pripravite papir. Adijo, do jutri! Živjo, jaz sem Filip. Učbenik kot pri vseeno je anglo-slovenščina, matematika, v vsakem primeru navodila so kratka. Zdaj med počitnicami rad repam. Pa pride druga scena in nastopi karantena, ki zares nima pomena. Sam ne vemo, kaj bi sabo, nismo za nobeno rabo. Zdaj moramo maske... Gledam TV, igram saksofon in ustvarjam origamije. Origami so modeli iz papirja, izvirajo iz vzhoda. Tukaj na steni za mano so pa šurikeni. To so kakor ninja zvezdice, ki so jih metali samuraji. Edino, da so narejene iz papirja, ki pa ne bi mogli poškodovati nikogar. Enostavno so mi všeč te tehnike zlaganja papirja pa nasploh umetnosti. Za origamije sem rabil kar dolgo za se jih naučiti. Malo sem se jih s pomočjo prijateljev, malo s pomočjo knjig, predvsem pa s pomočjo interneta. Dostikrat sem tudi kakšno solzico potočil, ker sem toliko truda vložil v enega in pol se ni nič prišlo ven iz tega.
Zdaj znam. So pa nekateri res zelo zahtevni, ki je pa tudi več ur potrebno, da jih zaune pa še zdaj jokam. Jaz sem za vas zdaj izbral enega, ki ni toliko zahteven, da boste jokali ob njih, ampak ja, je pa tudi zelo lep za okras zdaj, ko pride Noč čarovnic.